Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci posveta o javnem naročanju hrane, lep pozdrav iz kot običajno deževnega in pa seveda tudi oblačnega Bruslja. Danes žal ne morem biti prisoten na tej konferenci, čeprav bi si tega zelo želel. Sem pa zelo vesel tudi, da je veliko teh konferenc, veliko posvetov, ki se dotikajo javnega naročanja in hrane. Gre za temo, ki je izjemno pomembna, ne samo skozi formalno pravni vidik, ampak predvsem de lege ferenda, kaj bomo storili vnaprej, da torej skrajšamo te poti od vil do vilic, torej tudi tema, o katerem sva s kolegom Podgorškom priredila konferenco v mesecu marcu in kjer smo pravzaprav slišali veliko ekspozev, veliko pogledov na to, kako pravzaprav skrajšati pot od vilic, se pravi od proizvodnje in predelave hrane do potrošnikov, do konzumentov te hrane. Na tej konferenci, ki smo jo gostili pred časom, smo predstavili tudi pobudo, ki jo seveda trdno zagovarjam, da se hrana za šole, vrtce, zdravstvene domove, bolnišnice izvzame iz sistema javnih naročil iz več razlogov. Mislim, da seveda je potrebno v prvi vrsti, ko govorimo seveda o hrani in o najbolj ranljivih skupinah ljudi, predvsem zavarovati zdravje, dobrino, ki je ena najpomembnejših in ki pravzaprav seveda nas spremlja od začetka našega življenja pa do konca. In mislim, da to je tudi odgovornost države, da tukaj seveda stori vse tisto, kar je potrebno. In javna naročila in seveda hrana imata veliko povezav. Več kot 20 let se pravzaprav že ukvarjamo z sistemom javnih naročil. Lahko rečemo, na nekaterih področjih so javna naročila imela pozitivne učinke, na nekaterih ne, ampak hrana in pa seveda javna naročila, tukaj pa mislim, da je še veliko prostora za izboljšave. Mislim pa, da ta pobuda, ki smo jo dali, da se hrana izloča iz sistema javnih naročil, ima, kot rečeno, veliko prednosti, mnogo več kot pa morebitnih slabosti. Tisto, kar bi izpostavil kot pomemben učinek, če bi bila, ko bo ta ideja seveda tudi sprejeta in zaživeta v praksi, da bi na ta način, seveda, kot sem že rekel, skrajšali, se pravi, poti od pridelovalcev, predelovalcev pa do šol, bolnišnic, zdravstvenih domov, da bi seveda jedli in da bi na ta način pripeljali v te ustanove lokalno, domačo pridelano hrano, kjer bi seveda lahko tudi veliko bolje pazili na njeno kakovost, na pravzaprav njeno strukturo in krajše so poti transportne za hrano, seveda bolj okusna je seveda hrana, manj izgubi na svojih kakovosti, manj je seveda tudi embalaže, manjši tudi ogljični odtis zaradi krajših transportov in ne nazadnje z načrtovanjem pravzaprav naročanja hrane preko lokalnih kmetov in lokalnih pridelovalcev, seveda lahko prinese veliko pozitivnega tudi v tem smislu, da kmetje potem že vnaprej vejo, kakšno količino je potrebno pripraviti za odkup, kar jim seveda garantira tudi ustrezno potem količino in pa na koncu tudi ustrezno odkupno ceno. Tisto, kar je seveda še zelo pomembno, je to, da na ta način se lahko bolj načrtuje, ni potrebno skladiščenja, ni potrebno seveda tudi tvegati to, kar se včasih dogaja, da seveda se veliko hrane tudi zavrže. In to je eden od problemov tudi, se pravi, sedanje civilizacije. Mislim, da na ta način se ta celoten kompleks sodelovanja po eni strani tistih, ki naročajo hrano in pa tistih, ki pridelujejo hrano, res lahko razvije v odnos, ki zadovoljuje pravzaprav, če rečemo, potrebe tako tistih, ki to hrano konzumirajo, kot tistih, ki jo pridelujejo. Seveda zdaj lahko rečemo, kaj so pri tem tveganja, seveda in kje vidim tiste največje ovire. Eno od teh gotovo predstavlja in na kar bomo verjetno opozorjeni, bo se govorili tudi na tem posvetu, je seveda ta formalno pravni okvir, se pravi zakon o javnih naročilih, ampak definitivno javna naročila niso namenjena samo zgolj načelu konkurenčnosti, načelu najnižje cene, ampak so namenjena tudi, se pravi, demografskim ciljem, zamenjeni so tudi socialnim, okoljskim, prepričan sem, da tudi tistemu, kar je pomembno, varovanju zdravja. In če postavimo na nek način na tehtnico na eni strani
zdravje, na drugi strani konkurenčnost, mislim, da ni dileme, čemu bomo dali prednost. Je pa res, da seveda za začetek bi morali to omejiti na tisti vrednostni prag, pod katerim je potrebno objaviti javna naročila v uradnih glasilih Evropskih skupnosti. Prepričan pa sem, da seveda ta pobuda bo prinesla pomemben kakovosten premik naprej, tudi glede vseh udeležencev, ki sodelujejo v tem celotnem procesu, po eni strani pridelave, predelave, naročanja, seveda tudi nadzora, kar ni nepomembno, ker nadzor mora biti, da seveda se zagotovi, da je hrana, ki bo prišla v te ustanove, resnično lokalno pridelana, da je predelana po ustreznih standardih in da seveda s tem zagotavlja tisti cilj, zaradi katerega bi šli v tako pomemben ukrep, to je seveda, da zavarujemo in zagotavljamo boljšo in še boljšo zdravstveno sliko prihodnjih generacij in pa najbolj ranljivih skupin. Tisto, kar bi za konec morda še želel vam položiti na srce, mislim, da je v tej celotni strukturi zelo zgovoren tudi podatek, koliko seveda lahko pomeni en sam procent dviga samooskrbe oziroma te košarice domače hrane tudi na področju delovnih mest in definitivno že 1% lahko pomeni od 700 in več delovnih mest. Pomembno je tudi to, da ima seveda hrana, ki se predeluje doma, zelo pomemben učinek na celotno seveda preskrbo in pa seveda tudi prispeva k večji socialni koheziji, seveda tudi zmanjšuje družbeno na nek način revščino in pa seveda tudi ima pomembne vplive tudi na ostale vidike, tudi na krajino okoljsko, tudi potem na turizem, če želite. In če smo že pri hrani, kot lahko vidite, hrana postaja kar en poseben brand tudi v turističnem vidiku, vsaj naši kuharski šefi pomembni propagirajo in pozicionirajo Slovenijo na zemljevid sveta in pa tudi Evrope kot zelene trajnostne destinacije, tudi s pomočjo seveda hrane in posebej se tukaj poudarja kakovost lokalno pridelane hrane, kar pomeni, da pomeni tak segment in tak model tudi zelo pomemben vstopni del v tem turističnem smislu. In na koncu še nekaj, mislim, da seveda vsi ti učinki, ki bi jih dosegli z tem, da hrano izvzamemo iz javnih naročil, bi tudi prispevali k temu, da je tak model tudi model pravzaprav dviga samooskrbe, večje prehrambene varnosti in tudi, kar je pomembno, hrana in energija sta dva segmenta, ki pomembno vplivajo tudi na samobitnost samega naroda in na pravzaprav tudi, če rečemo, prehransko suverenost. Ta način seveda bi lahko tudi vrsto subvencij, ki jih sedaj plačujemo v kmetijstvu, preusmerili ravno v ta del, tudi v subvencioniranje cen, recimo prehrane v vrtcih, šolah, bolnišnicah in ravno te kratke prehranske verige so pomemben garant za to, da naredimo korak naprej. Tisto, kar je pomembno, pa je, moramo si upati in včasih moramo razumeti tudi formalni okvir skozi celotno sliko namena, zaradi katerega je kakšen zakon seveda tudi napisan. Hvala za pozornost in seveda uživajte na konferenci.